Če lahko tako rečemo, ste prav lepo pozdravljeni v zadnji epizodi torkovega pogovora leta 2025. Ja, eno leto je šlo okoli in midva sva posnela točno 50 epizod, kar pomeni, da sva 2 spustila. In ta bo zadnja letos. Prešla je, kot vidite, pred zadnji dan v letu, tako da zelo zadnja, še ene ne boste dobili, to vam garantiram, bo pa še ena naslednja let in naslednji let jih bo prav veliko. In zato ste pa danes z nama. Malo zato, da bova povedala, kako se sami lahko lote postavljanja ciljev za naslednji let, kaj se da narediti z novoletnimi zaobljubami, kaj lahko pričakujete od tega pogovora, kaj bova midva sama poskusila doseči in enostaven, kako spremeniti kakšno stvar, tako da se bo dejansko spremenila. Ja, ker je pač Simon povedal o športu, pa o podcastu. Ne? Ja, tako da za začetek najprej malo, kaj se je sploh letos dogajalo, ne? Predvsem v podcastu. Mogoče bo tudi kaj o športu povedala, ampak najprej v podcastu. Tako kot sem že rekel, posnela sva 50 pogovorov, imela sva par izjemnih gostov, za katera sem zelo hvaležen. Zdaj pa sem naslednji let, imamo pa cilj precej več gostov povabiti. Cilj nama je povabiti precej več gostov, kot bova sama posnela posnetkov, ker so vam bolj zanimivi, kot ste tudi odzive dajali. In seveda lahko tudi po ta posnetek za naslednji let, kar si želite od naju dveh, da vam prineseva, da Komentirate, poskrbimo. ne? Ja, Pa poveste, koga si... Midva imava načeloma že seznam, ne? Nekih okviren seznam gostov, ki jih želiva povabiti, ampak ja, lahko tudi vi nama date kakšen predlog, pa si bova dala novoletno zaobljubo, da... ga zrihta. da V bistvu je zrihtava. tako. V bistvu je tako. No, povej. Mi da imamo praktično že pripravljen plan za naslednji let, ampak zdaj je v bistvu najbolj pravi čas, da vi poveste, kaj bi radi v naju dveh videli. Seveda ni nujno, da bo uspela dobiti Pogačarja, si bo pa mogoče zastavila kot cilj, če boste rekli. Zato, ker nič ni nemogoče in na ta način bo nadaljevala naslednji let in tudi letos sva v bistvu na ta način nadaljevala, da se trudva, da se naredi vse, kar se da in stopnjevali se bo kakovost, pripravila bova novo opremo, pripravila bova bolj se bova potrudila s pripravo pogovorov, sama bova ves čas delala na tem, da se izboljšujeva v retoriki. Ja, pa vodenju pogovora, mislim. In nekako od gostov pa lahko pričakujete nekaj večjih gostov, nekaj manjših gostov, vsi bodo zelo zanimivi. Vsi bodo športniki, vsi bodo imeli neke svoje življenjske izkušnje, ki so tudi nama zanimivi. Da... Ja, in to je nekako na hitro to, kar lahko od tega pogovora pričakujete in kar se je to leto zgodilo. Ja, no, mislim, veliko se je zgodilo letos, mislim, kako sva začela, pa kje so zdaj, ne. Velika razlika, to gre predvsem Simonu, ne, v čas, da pa zdaj to zgleda. Vsekakor najbolj pomembna stvar, ki bo morala zdaj povedati, je, da ne nameravava še en let ne nehati. Če se bo naslednji let kaj spremenil, pa skoraj ne verjamem, bova pa povedala. Ampak za en let, zdaj sva se odločila, bova snimala pogovore za vsak torek in nehava lahko šele pol naslednji let. Ja. To je najna podcasterska novoletna zaobljuba. In zakaj pa ni novoletna zaobljuba, se bo pa zdaj lotila, ker se mi zdi, da vam je to najbolj pomembno, ne? Ja, seveda, pač o športu ne bova tle govorila zdaj podcastu, kaj. A imaš ti že pripravljene za letos novoletne zaobljube? Naslednje leto. Kako? Odvisno, kaj to pomeni. Zame te novoletne zaobljube pomenijo, da si nekaj rečeš na konc leta, da boš nekaj novega sprobal, nekaj novega delu, čisto spremenil vse skupaj iz ne čez noč, ampak čez novo leto, torej v bistvu samo čez en dan, kar pa jaz dobro vem, da to ne gre. Mogoče sem kdaj, ko sem bil mlajši, tako razmišljal, da se kaj bom zdaj poskušal novega v letu, ampak še vedno se je to izkazalo za zelo neproduktivno in nesmiselno potezo, ker iz tega po 2 tednih ni nič več. Tako da ne, jaz nimam nobenih zaobljub, imam pa
Imam pa ideje in pa potem plane, katerih se bom poskušal držati, kolesarske, če iz tega vidika gledamo, pa tudi glede treninga. Tako da v bistvu kolesarske plane imam. Zdaj, glede snemanja teh izzivov sva se tudi odločila, da jih ne bova snemala letos. Sva ene par posnetkov naredila, meni se 3, Ja. katerih sem bil jaz. Se o tem lahko Simon več pove, pa bom pa jaz nadaljeval. Jaz nekako gledam na stvari tako, da če se jih dela na polno, pa na polno resno, pa hočeš narediti najboljš, kar se da. Ne pa, Tudi v tem podcastu upam, da ste opazili, da vsakič poskušam boljš narediti, poskušam dati vse, kar se da. In zato te izzive videli ste 3, pa 4 na enem drugem kanalu. Ja. In meni se čisto enostaven ne zdi vredno delati nečesa, Na pol. česar ne bomo delali na polno, ker se ne bomo časa vzeli za to, pa ker ne bo ena izmed prioritet. Delati nekaj samo čisto izključno za zabavo je tudi fino, ampak v tem primeru je za tisto enkrat, ko se gre snemati, čist prevelik izziv, da bi bilo vredno narediti samo enkrat in pol nehati, ker verjetno veste, da publika v tem primeru ne raste preveč in tudi neskončno zabavanje posneti to stvar. Je pa Tudi težko. Ja, oboje, ampak ni vredno delati nečesa, česar veš, da se ne boš mogel držati redno. Če bi uspel posnetek pa na en teden, pa na 2 tedna dati ven, pa bi se jaz takoj strinjal. Evo. Ja, ampak to morate razumeti, da če delaš neke poletne challenge, ki se jih da sam poleti, rabiš pa praktično vsak 3. dan snemati, zato da boš v bistvu pa imel čez zimo. Tako da je v bistvu to, kar je Simon rekel, ni potratno s časom, ampak enostavno se ne moreš tega lotiti, ker zato gre enega planiranja. Za vas bi bilo to tako mukotrpna stvar, ker bi čakali na posnetek, pa ga ne bi bilo, pa bi tudi bolj nehali čakati. Ne? Ja. Pa za nas bi bilo isto. Tak, en hiter vlakec smrti, ki bi se končal v neki dolgi praznini. Ne? Ja, tako da glede tega, ne, imam pa svoje plane kolesarske, ki bomo kdaj tudi iste naredili. stvari boš od kolesarjev, kad bi jih drugače. Ja, mislim, Sam mene ne bo zraven. Ja, točno tako, ne boste imeli teh posnetkov. Bova pa kakšen podcast, ker nama bo zmanjkalo z gosti, čeprav plan je, da nama ne. Ja. Pa ko se bo to zgodilo, bova pa kakšen moj izziv pokomentirala. Mogoče bo na mest podcasta kdaj kakšen izziv posnela. Evo, to je pa čisto možno. Možno, kakšen To pa blizu. Enega imam v mislih, zelo blizu tukaj. Zato, ker take stvari so pa zanimive, ne bomo pa prav izključno delali posnetkov kot Ne, to pa ne. za zabavo. Ja. Samo kar se da narediti in pa Kar ni preveč. da se da povedati nekako tako, da se boste še kaj vneseli iz tega. Ja, kar ni preveč organizacijsko težko, ker to je v bistvu na koncu največja težava. Nekako organizacijsko to se spela. Največja težava je to, ker vse organizacijsko sem jaz na koncu veliko stvari. Dobre, ja. Pobral, ne. Ja, se zato je težko. Meni je čisto zabavno zorganizirati stvari. Problem je zato, ker mogo bi vedeti, da se bomo lahko vsakeč, ko se bomo lotili, da bomo imeli ljudi, da se bomo delali. Ne. Pa tega pa nimam, tako da ne morem. Ja. Razen, če vam to toliko všeč, pa napišite, pa bomo mogoče spremenili mnenje, verjetno ne. Ja. Ja, ampak mislim, jaz bom, kar se tiče teh novoletnih obljub. Vse je spomnil, to vem. Boš? Bom. Ja, bom. Jaz bom tudi. No, lahko že zdaj povem, da ne bom nič, ker včasih je bolj, da človek da iz sebe, pa pove, kaj namerava narediti, ne. Pa tudi Simon ne ve čisto vsega tega, tako da ga bom malo presenetil, ker to pač pada v glavo, ampak zdaj sem se pa nekako okvirno ločil. Čist vse plane, en je čez Slovenijo, to veš, torej ta je zelo lahek. Okrog ali čez? Ja, čez. Okay, torej iz Prekmurja. To je Beat Saber že naredil, pa je dobil 150,000 ogledov, no mi več nova. Ja. Verjetno ne, razen če se bo vam tudi zdel tok, ker bo težji, kot je Beat Saber. Beat Saber je še se postavil na skiro popelu, pa 2 dni ali 3 dni vozil. Kaj bo to enem dnevu šus čez? No, seveda. Ampak ja. S kolesom. Ja, seveda. Ja.
to je nekak izziv za naslednje leto. To Ja. ni časovno načrtko, ampak pač skratka precej lahek. Potem pa drugi izziv, tega tudi Simon ve, 10 najtežjih klancev Soške doline, 8000 višincev, 270 km. Ta je malo težji, ne? Pa je en, ki je še malo težji, ki se mu reče Everesting, ne? Na Rašico po asfaltu. Zdaj smo pa tam, ne? Ja, zdaj smo pa tam. Kjer ni muh, ali kjer so muhe. Ja, no, mislim, tukaj to bi nekako lahko en delček posnel, pa pol malo pokomentiral. Ja. To je tisti edini video, ki ga lahko pričakujete. In potem je pa še ta zadnji izziv, ki ga pa skoraj noben ne ve, ampak sem se odločil zdaj, da ga bom povedal. Ve ta 2 osebi trenutno to. Ni važno, zdaj bo vedel več. A? Povej, zdaj bo vedel več, pa Ja, bo ne 500 km. Po ravnini, ne, seveda, ne klancev. A dobro, to pa ni tako težko. Ne. Glede na to, kako si ti 300 odpeljal, to Se mi zdi, lažji da izziv kot suvereno. 8 Aha, jurjev. ok, dobro. No, to so zdaj vsi moji 4. Potencialno celo lažji kot tvojih 80 ur na trenažerju. Ja, se Ja. je precej lažje, ne, Ja. se strinjam. Ja, tako da tole je teh, kaj so to 4 izzivi. Ja, Slovenija, Soška, pa 2 na silo. No, in zdaj ena stvar, iz katere bomo tukaj začeli vleči, je, da to so plani in to so določeni cilji in izzivi, ki si jih bo jaka lotil. To niso novoletne zaobljube. Ja, In zakaj to ne morejo biti novoletne zaobljube? razlika. Zato, ker je to čisto enostavno pretežko od človeka pričakovati, da bo uspel doseči v enem letu. In zato so novoletne zaobljube stvar, ki nimajo preveč smisla. Ja, to je res, nimajo smisla iz principa, ker nihče zares tega pol ne uresniči. Ampak, kot je Simon rekel, ni pa čist brez veze si jih postavljati, zato ker te plani, izzivi, ki jih imam jaz, je Simon rekel, da so precej težji, ne? Zaobljube so pa lažje, ki jih ne moreš mislim, teh izzivov nihče ne more kar čez noč iti. Zato tudi zaobljube lahko si daš, pa jih lahko izpolniš, ne? Ampak razlika je v tem, koliko si ti sposoben nekega truda kar naenkrat vložiti v neko stvar, ki te morda tudi sploh ni zanimala. Tako da jaz vam priporočam, da če si boste dajali kakšne športom Športne, povezane zaobljube, ne, da si dajete neke realne, pa da najbolj temeljijo tako na nekem cilju, kot jih imam jaz, pa da niso iz nič vse. Prosim, naj ne temeljijo na takem cilju, ki jih ima jaka. No, ampak ja, ne tako hude, ampak da imate neko osnovo, Ja. pa da ste to že kdaj počeli, pa da vam je v končni fazi všeč. Najbolj pomembna novoletna obljuba, ki se mi zdi, da si jo lahko date, je, da se boste redno držali treningov. Ne glede na intenziteto, ne glede na kaj boste delali, ne glede na vse. Da boste se dali nek plan treningov, ki bo vsaj 3-krat na teden. Za začetnike sploh najbolj pomembno 3-krat na teden, ne več, ne manj. Ampak da se jih boste držali, pa da boste celo leto delali. Dobro, odvisen tudi, kaj treniraš, ampak ja, tako kot je Simon povedal. Mislim, če si ti Zelo redko, katero poškodovan, stvar kot začetnik lahko treniraš več kot 3-krat in manj kot 3-krat. ja, vse kar strinjam. Ja. Ker bo regeneracija bo sicer hitrejša, ker ne boš mogel toliko spraviti ven iz sebe, ampak po drugi strani bo pa spet težko priti do nekaterih stvari. In 3-krat je tako mentalno enostavno, da imaš rutino, imaš napredek in to je vse, kar rabite. Ja, pa uživati rabiš v tem, ne, sigurno. Kaj pa ti, Simon? Kakšne so pa tvoje športom povezane novoletne zaobljube, ki jih verjetno nimaš, ker Ja. smo se o tem že pogovarjala. Doslej sem vedno, zadnja 4 leta sem vedno razmišljal, kaj bi sebi jaz rad v športu dosegel. Ne? Zdaj mi je pa cilj samo delati naprej. Torej, nič novega. Zato, ker vem, da v športu ne bom nikoli nič dosegel, ker sem si ta cilj izbil z glave. Cilj mi je samo delati na tem, da bom nekoč močen, kot se bo pač dal. Jaz vem, da tako kot treniram, ne bom manj začel trenirati, čeprav ne bom imel nekih gigantskih ciljev, zato ker bom treniral
iste treninge naprej in sem pač na ta način izboljšal. Cilj mi je obdržati rutino, obdržati treninge, biti aktiven. Taki cilji, ki te držijo. Pa treningi bojo še zmeraj zelo težki. Kdo je Ja, bil kadarkoli na mojih treningih. seveda, Ja, lahko tudi enkrat poveš, kakšni so tvoji treningi. Ne, jaz sem, da bo povabljal ljudi. Ne, nisem skrival, sam. Povabljal bo ljudi, ki imajo težje treninge, ki so več dosegali v športu kot jaz, zato da boste slišali, kako se pride mogoče do nekih večjih ciljev. Ker jim jaz tudi mogoče nekoč dosegel, ne, sam. No, seveda, ja. V podzavesti še zmeraj bojo, veste, jaz sem zelo tekmovalen glede tega, ne. Ampak tako da sem poskusil vedno preseči. Ne bom si pa več dajal nekih ciljev, kaj si želimo enem letu doseči, ker v teh športih enostavno ni možno. Lahko bi si dal en cilj, ne, 20. aprila bi šel pa delati 1000 sklec v enem dnevu, ne. No, Kar sicer ni tako velik cilj, ni tako velik cilj, to bi lahko jaz jutri naredil. Ja. Sam bi se pač namatral, ampak bi lahko. No, seveda bi se. Ne, se da, ampak pa je zdaj tle vprašanje, a pa se novoletne zaobljube sploh splača delati. Ja, jaz bi rekel, kaj pa ti? Jaz bi rekel, da se jih ne. Jaz bi rekel, da se jih splača narediti, sam da mora biti postavljene pravilno. Aha, in kako? Na tak način, kot sva zdaj povedala. Lahko si reče, da je to tvoja novoletna zaobljuba. Ja, ne, sej. Sam ne smeš si pa reči, da boš v enem letu iz nule dosegel, ne vem. No, sej to. V kalisteniki front lever, v kolesarstvu 500 km, v smučenju, da boš prišel na 150 na uro, ne vem. No, to sicer lahko, ampak hočeš reči, da ja. Ne, sej s tem se strinjam, ampak jaz mislim, da to že pa ni nobena novoletna zaobljuba, zato ker ti ne boš dosegel. Mislim, da ti rabiš za vse stvari nek čas, načrtovanje, pa vse, kar je težko doseči, je v bistvu pač je treba čas za to in razmišljati in ne ker čez noč se nekaj spomniti, ker sem tudi jaz recimo primer. Everesting, drugega, ki sem ga šel na silo delati, je bil eden izmed takih, ki je prišel čez noč v mojo glavo in se nisem nikoli dvomil, da grem delati ali ne, in tudi ni uspel. Zaradi drugih stvari, ampak hočem reči, da za vsako stvar rabiš načrtovati in mislim, da to pa več ni novoletna zaobljuba. Ja, na ta način, veste, da cilj mora biti, ideja mora biti, ne sme biti pa ideja. Ne smete se preceniti, ena zelo lepa misel, verjetno skoraj za zaključek, ne bo več dolg nakladala, je, da mi se predcenimo, kaj zmoremo narediti v enem letu, pa podcenimo, kaj se da narediti v 10 letih. A nekaj te stvari, ko v bistvu si vi trenutno želite, da bi ratale v enem letu, mogoče traja 5 let, mogoče traja 10 let, da se pride do njih. Zato so novoletne zaobljube problematične. Ker jaz ena stvar, ki sem si jo pred 2 leti dal nazaj za novoletno zaobljubo, še zmeraj ne morem, pa sem treniral na njih. Ampak vem, da bom, ne vem, čez 5 let pa lahko. Zdaj vem, da bom čez 5 let mogoče lahko naredil, kam na isti način treniral, kot treniram zdaj, pa bom prišel do tja. Na ta način. Ne moreš si pa dati, jaz bom naslednje let prišel do ene stvari, kaj je nekdo 10 let delal za to, pa zgleda, da se je naučil v 2 dneh. Nisem naučil v 2 dneh. Poslušajte Boštjana, poslušajte kogarkoli drugega. Ja, katerikoli, mislim, veliko izjemnih športnikov sem imela v tem podcastu, Luka Janežič, mislim, pač ne bomo zdaj vseh naštevali sploh, ker pač vsak ima svojo zgodbo, ki je marsikaj truda dal v to in pač rezultati so neverjetni, ko ali pa drugače. Še ena zelo zanimiva stvar, najprej končaj, pa jaz dodal. No, sej, kaj dodati, pač, nate sem se navezal, da pač rabiš čas za vsako stvar. Ne moreš, ker tudi če zgleda lahko, ne, ni lahko. Ni, ja. Ena zelo zanimiva stvar je, da to, da tisti športniki, ki so dosegali tisto, kar vi želite doseči, rečejo vam, da se to da doseči v enem letu. V bistvu nekako eliminirajo konkurenco. Ker potem vi mislite, da bo lahko.
In pa, ko postane težko nehate. Ja, Zato to nikoli ni res. Mogoče je kdo, ki je v enem letu prišel do nečesa, kar bi vi rabite 5 let. Mogoče da je kdo. Ni jih veliko. Ne, Ampak se pa da. izjeme, A ne? velike izjeme. Da se Pa ti na pamet sploh ne znam povedati niti ene. Jaz vem, za kolestenik je enega, ki je v enem letu naučil se plenči z nule. To je večina vas ni kalistenikov, tako da to je ena, ki samo z rokami vodo ravno držiš, tako kot v skleci, da se samo z rokami držiš. Pač brez nog. Brez nog na tleh, ja. In to je ena najtežjih stvari v kalistenik, ne več. Je milijon drugih stvari, ampak to je ena najtežjih stvari, ki jih lahko večina ljudi doseže. Jih je dosegel v enem letu, pa še vse ostale stvari zraven. In take zgodbe potem dajo neke nerealne cilje, ker tega se ne da doseči. Kakršnakoli druga zgodba boste videli, rabili so 2 leti, rabili so 3 leta, rabili so 10 let. Ja, zato pa še zmeraj niso tam. Sorry. Ja, ne, zato se rabiš s sabo primerjati. Z lanskim, kakšen si bil lansko leto, pa ne vem, če si dejal 1 leto nazaj novoletne zaobljube, pa lahko mogoče... Veš kaj je uporabna novoletna zaobljuba? Da se na koncu spomniš, kaj si dal 1 leto nazaj. Že sam, da se spomniš, kaj si dal, je veliko. Če pa se spomniš, pa veš, da si to tudi naredil, pa so to kar smiselne novoletne zaobljube, tako da pa je tudi smiselno naprej si jih dajati. Če ne, pa ne. Tako da, mislim, jaz iskreno si nikoli nisem dajal take, da sem pa tudi kaj naredil. Ja. Tako da, to si zelo dobra stvar si omenil, ne. Bazirite novoletne zaobljube ne na tem, kar si želite biti, ampak na tem, kar ste bili do zdaj. Zato, ker zelo hitro se ne bo vse spremenilo, ampak se pa lahko. Tako da, počasne spremembe, ki vodijo do nekega začrtanega cilja, ki bo prišel, če se jih boste držali. Ne? Lahko začnete zelo počas, pa se bo dalo spremeniti. Ne? Samo da se zavestno gre proti temu cilju, ki si ga zadaš. In pa je to. In pa se pride do tja in to je to. In se ne vidimo naslednji. Ja, naslednji. Adijo. Kaj bo prvi torek.